Ko arhitekt ni preveč omejen s funkcijo, standardnimi rešitvami ali obliko prostora, se oblikovanje spremeni v ustvarjalno igro. Takrat lahko prevrača obstoječe dogme, na novo premisli procese in poišče svež, izviren pristop. In prav takšna priložnost se je ponudila arhitektki, ko je dobila sanjsko nalogo – celotno mansardo preoblikovati v družabni prostor. Pod streho hiše iz 70. let je arhitektka ustvarila poseben prostor, nekakšno zeleno urbano zatočišče, ki ponuja veliko igrivosti, svetlobe in izvirnosti. Naročnici projekta sta sestri, ki sta se vedno radi vračali v objem domačega kraja. Ko sta se njuni družini povečali, sta ugotovili, da v domači hiši primanjkuje prostora za skupne trenutke. Odločili sta se, da neizdelano podstrešje, nekoč namenjeno shranjevanju krame, spremenita v prostor za druženje, umik in uživanje. Tina, kakšno je bilo začetno stanje v tej mansardi? Kateri problemi so bili na začetku, ki so kasneje postali priložnosti? Ta podstreha je izgledala tako kot marsikatera podstreha. Torej, bila je napolnjena s stvarmi, ki se jih ne vrže stran, ker se vedno misli, da bojo še prišle enkrat prav. V bistvu se je videlo že od začetka, kar so mi na lastnice oziroma naročniki so mi namignili, da je bila mišljena za 2 otroški sobi, ki pa nikoli se niso realizirale. In potem so naročniki imeli verjetno neko vizijo, neko idejo, kaj bi pa zdaj oni gor imeli. Ja, v bistvu hišo so uporabljali bolj kot vikend in v spodnjih etažah so kuhna, jedilnica in spalnice. Bila je tudi ena manjša dnevna soba, ker pa je pač družina velika in v bistvu se velikokrat srečujejo, je bila ideja, da se tukaj gor naredi en družabni prostor. Ker v družini zelo radi in veliko berejo, so si želeli čim več prostora za svoje knjige. Želeli so tudi bralno nišo ter, kolikor je mogoče, čim več shranjevalnega prostora. Kar precej sem razmišljala o tem, ali naj naredim eno veliko knjižno omaro ali naj knjige raje porazdelim po prostoru, pove arhitektka. Po tehtnem premisleku je dobila idejo za kubuse oziroma manjše omarice, umeščene na robove strešne krivine, kjer je tako nastalo veliko dodatnih shranjevalnih površin. In tele pohištveni kubusi so zelo taka močna in drzna ideja. Je bilo težko prepričati lastnike, da so šli v to? Ne, ni bilo težko, zato ker so po eni strani so tudi zelo praktični, ker v bistvu vsakem tem kubusu je shranjevalna omara in v bistvu se noter skrivajo še veliko dodatnih stvari. Igra polnih in praznih prostorov zaradi teh kubusov očitno daje celotnemu mansardnemu prostoru nekaj več zračnosti. Ja, točno to sem jaz želela tle pokazati. Problem mansarde je zelo velikokrat utesnjenost, zato ker jo mansardo utesnjuje ta poševnina strehe. In jaz sem želela v bistvu ta velik kubus omar sem dala pač čim bolj na sredino. Te manjše sem pa tudi odmaknila stran od kolenčnega zidu, zato da niso utesnjeni. In s tem so res je razrahljano v bistvu. Ta prostor zadaj diha, je fluiden, steče. Ne zdi se veliko kvadratnih metrov, hkrati pa prostor deluje zelo odprto. Se mi zdi, da skoraj da ni veliko sten. Kako ste zdaj s tem pregrajevanjem spravili toliko različnega programa v to mansardo? Ja, v bistvu je to že, ko sem začela snovati tloris, je bila ideja, da tukaj ni pregradnih sten. V bistvu, da jaz s to opremo naredim pregrade, v bistvu vizualno tam, kjer je treba to ločiti. Ker je tukaj tudi en manjši spa, sem pač samo za pozicijo savne, pozicijo banje, pozicijo teh malih kubusov, sem naredila pregrade vizualne. Savni je bil sprva namenjen prostor v kleti, a se je arhitektki utrnila ideja, da jo umesti kar na podstrešje. Ker se savna ne uporablja vsak dan, se ji je zdelo škoda zanjo nameniti celoten prostor. Po drugi strani pa je podstrešje na ta način postalo pravi mali hedonistični raj. Kubusi, postavljeni v geometrijsko mrežo, ustvarjajo prepletene prostore. Oprema služi kot stopniščna ograja, shranjevalna površina in dekorativni element ter tam, kjer je potrebno, ohlapno zastira poglede.
Nikoli ne sega do stropa, saj arhitektka ni želela prostoru odvzeti njegove izvirne širine. Poleg naravne osvetlitve sem razmišljala tudi o ambientalni osvetlitvi. In v bistvu so te kubusi, male omarice ob stenah, so omaknjeni stran od stene, in prav zato, ker sem želela zadaj ustvariti eno tako ambientalno osvetlitev. Zadaj so LED trakovi, ki dajo eno tako brezmejnost. V bistvu sem jaz res to želela prikazati s to mansardo. V bistvu, da ni omejena, ampak da so ta svetloba odpre cel prostor. In v bistvu zvečer je tukaj zelo prijetna osvetlitev. Kaj pa barve? Toliko površin obleči v takole zeleno barvo pomeni, da si upaš oziroma da glede izbora barv nisi ravno zelen. Začetnik namreč. Jaz zelo rada uporabljam zeleno barvo. Zelena se mi zdi nekakšna siva, v bistvu je tako zelo naravna barva, ker je pač veliko jo je v naravi. Sem pa tukaj uporabila več oziroma dva odtenka zelene. V tem delu, kjer je več naravne svetlobe, je pač ta zelena bolj intenzivna, močna, mogoče tudi hladna. V onem delu, kjer je spa, pa potrebuje pač bolj toplo zeleno in je pa pač malo bolj olivna. In potem sta tu še komplementarni barvi. Veliko vijolične in ščepec oranžne, ki se lepo dopolnjujeta z izbrano zeleno. Pri tem sta se lastnici povsem ujemali z arhitektko, saj so bile vse tri enotnega mnenja, da prostor potrebuje močne barve. Kako ste načrtovali osvetlitev tega prostora? Pa začniva kar tukaj, pri tem velikem oknu. A je bilo že prej tukaj tako odprto? Ja, to okno je bilo že prej, v bistvu je to bila, odprtina je bila prej, ker je bila tukaj balkonska niša. Tako da smo odprtino obdržali in naredili pač to panoramsko okno. To v bistvu zelo veliko svetlobe doprinese, se pa potem proti temu delu ta svetloba manjša. Najprej sem pozicionirala strešna okna. V bistvu smo mogli vseeno dodati to naravno svetlobo in so pač na takih pravih mestih glede na program. Na drugi strani so okna manjša in v bistvu tudi zato je ta program, ker v bistvu tukaj, kjer je več svetlobe, je bolj ta dnevni prostor, tam, kjer je pa spa, je pa manj svetlobe, ker v bistvu mora del biti bolj intimen in ne rabi toliko dnevne svetlobe. Je bilo stopnišče že v začetku tako lepo osvetljeno? Je bilo malo manj osvetljeno, ker so bile te tipične prizme za hiše iz tistega obdobja, tako da smo zdaj to odprli in naredili malo bolj osvetljeno. Je pa tako, da že barva ograje nakazuje, da prihajaš v en zeleni raj, ne? Tudi, ja. Kaj sicer lastniki povedo o preživljanju prostega časa v tej mansardi? Mislim, da zelo uživajo. Zelo uživajo njihovi otroci, ker imajo veliko prostora, ker je v bistvu zelo veliko kotičkov za odkrivanje. In Tina, če vam dam izziv, kako bi z eno besedo opisali tale prostor, kaj bi rekli? Meni se zdi, da je prostor eleganten in brezmejen.